Ok, dajmo zdaj skupaj pogledati, kako se registriramo na ta prva dva gostovanja, kako najdemo svojo domeno in pa kako potem izberemo gostovanje. Zdaj jaz sem šel na hostco.si, pa bom tukaj izbral spletno gostovanje. Toliko, da mi pokaže tole, kar smo prej gledali. Šel samo takole v podrobno primerjavo, da vidite. Zdaj, vse te fancy cene, ki jih boste imela oba hostinga, so, če boste vzeli 1 let ali pa 2. Če boste vzeli mesečno, se naenkrat 3 evre na mesec spremeni v 9 evrov na mesec. Tako da, to je. Če vzamete za več, pač bo malo ceneje. Mislim, ne toliko blazno sicer, kakor gledam, ampak. Tako je, no. S-paket pri hostku, to je tisti, ki je recimo optimalen za spletno stran, ki bo imela malo funkcionalnosti. Pomembno je pa to, da imate možnost dodati v svoje gostovanje še 10 dodatnih domen. Za kolega, za soseda, za sošolca, whatever. Mislim, lahko si jih tudi malo med sabo zdelate, zdaj edino to bi malo, bom tako rekel, potem pač en plačuje, pa en si lasti to. Tako da, če se skregate, pol zna kakšen file zmanjkati ali pa kaj. Ne vem, glih zadnjič smo imeli eno situacijo pri profesorci, ki je šla narazen s tipom, pa so imeli začeli malo hecati, ker pač sta imela skupaj firma, tako da pač Kar se tiče delovnega spomina, mislim, da je 3-krat višja številkica. Imate pa potem tukaj noter neomejeno mailov, pa kup drugih stvari, ki jih bomo potem naslednjič spoznali. Tako da, jaz bom zdaj kliknil tukaj na naroči. In zdaj mi da možnost, se pravi, kaj želim tukaj narediti. Če že imate registrirano domeno, pa hočete nastaviti samo gostovanje, izberite tole. Se pravi, uporabil bom obstoječo domeno in samo posodobil DNS-je. Kaj boste mogli narediti, a ima slučajno kdo recimo že registrirano domeno, pa jo hoče samo. Ok, te pa tak. Skratka, registriraj novo domeno. Tukaj imate potem možnost dobiti oboje. Se pravi, v enem računu boste imeli potem vsak let in registracijo domene in pa gostovanje samo. Pa si bom jaz izbral zdaj eno domeno. Evo, siroburek.si je še prosta. Ja, pismo, Biznis niša. Ko boste prišli do tega koraka, še enkrat kliknite na nadaljuj, tako da pridemo na stran, kjer imamo eno dodatno nastavitev za domeno. Tale DNS upravljanje. Nimam pojma, zakaj to ni default vključeno, zato ker je zastojen, ampak samo pač še ekstra si zraven vključite. DNS upravljanje je znotraj servisnih strani lahko, čakaj, kako bi to enostavno povedal. Torej, domena, ko je registrirana, ima neke podatke. Ima podatek v bistvu, kam točno želimo, da kaže. Se pravi, to je to upravljanje z imenskimi strežniki, ki je tukaj. Mislim, to je pač nekaj, kar, če si boste vzeli takole domeno, skupaj z gostovanjem, to je že vse avtomatsko naštimano, tako da ne rabite niti razmišljati. Ampak pač glede na to, da je stvar brezplačna, pač obviously vzamemo še to zraven. Evo, in zdaj smo tukaj
imamo prvo leto še celo 50% off, which is nice, oziroma ne 50%, pa ni iz 40 na 30, ampak je konkretno manj procentov. 25%. Skratka, imamo domeno, ne? In imamo gostovanje. Vse skupaj, to je to. Ne? Naslednji korak je že, da upišete svoje informacije, svojo dušo date in to je to. Ne? Kar se tiče plačila, če boste plačevali z kreditno kartico oziroma s PayPalom, vas bodo avtomatsko aktivirali, isto potem na žabcu. Ne? Se pravi, pač trenutku, ko plačaš, minutko kasneje je že vse ready. Ne? Medtem, ko če boste plačevali z položnico ali pa z pač nakazilom, je ta stvar pol, ne vem, en delovni dan ali dva, ne? Toliko, da pač vse te stvari oni najdejo notri. Ne, ni. Dobila boš predračun, oziroma račun, kjer potem samo klikneš in spet plačaš. Ni avtomatsko. Vsaj mislim, da niti na žabcu, niti na hostkotu ni avtomatsko. Ok. Druga alternativa je žabec.net. Praktično gre za identično zadevščino, s tem, da je direktorju podjetja ful lepo ime, Domen. Tukaj le bom kliknil na gostovanje, tako da dobim vse tele paketke, ki jih imajo. Zdaj, tlele so malo zviti, ne? Torej, ta velika številka, ki jo gledamo, je samo prvo leto. Tale mala številka, ki je pa tukaj zraven, je pa na vsako naslednje leto, ne? Torej, 28, 45. Mislim, da so bile primerljive cene eno ali drugo, ne? Zdaj, če tole primerjam, je sicer stvar malenkost manj ponuja kot hostko v tem trenutku, tako da ne bom vam rekel, na katero se vzemite, ampak pač tam recimo samo 3 dodatne domene pa 5 GB prostora, medtem ko hostka ima v tem trenutku 10 pa 10. In pa še ena stvar, tukajle si prosim izberite cPanel v kontrolni plošči, ne direkt admin, zato da bomo vsi delali na istem sistemu. Torej, cPanel je neka administracija za samo gostovanje, ne, skozi katerega si recimo vi lahko dodate nov mail ali pa ne vem, nekega FTP uporabnika ali pa ne vem, si recimo dodate novo domeno, novo poddomeno, skratka vse te stvari, ali pa namestimo WordPress, ne. Vse te stvari se da skozi cPanel narediti. Sicer tudi skozi direkt admin, no, ampak da bomo vsi delali na isti zadevščini. Skratka, jaz zdaj kliknem na naroči Rego in tukaj mi da zdaj možnost isto, kot je prej hostko, ne, se pravi, dajte pa še, lahko bi pa še domeno kupili, ne, do you want fries with that? Torej, tukaj bom jaz zdaj šel preveriti, če je golobi burek je tudi fraj. Pri žabcu je luškano tole, ne, da imajo vse te nove končnice v kategorijah, ne, tako da si lahko recimo pogledate, kaj vse je na voljo. City Cruises, ne vem, Amsterdam, Tokio, Engineer, Career, če imamo kaj dizajna, zabava, država, generične. Ja, glih sem hotel povedati. .si domene lahko kupi kdorkoli. Se pravi, lahko jo kupijo Slovenci, lahko jo kupijo tujci. Za .hr domene ni tako. .hr lahko kupi samo hrvaško podjetje.
Tako da mislim, da moraš pred samo registracijo, ne vem, če je lahko hrvaški posameznik, nisem ziher, no, ampak če izven Hrvaške tega preprosto ne smeš, ne. Te ne spustijo skozi. Tako da mislim, da je potem alternativa .com.hr, ampak pač tiste dosti bolj šekasta, ne. Zadevščina. Tako da jaz sem zdajle potem tukaj čisto od spodaj kliknil na preveri in mi jo je potem zdaj tukaj dal, da je na voljo. Kliknil sem dodaj in zdaj imam na desni strani, ne, gostovanje in pa registracija domene za 1 leto. Kliknem na nadaljuj nakup in spet pridem v bistvu do točke, kjer se potem si odprem račun, dam vse informacije noter in potem se ločim od svojega denarja. Tretja možnost, kar sem rekel, za tiste, ki ne boste želeli zaenkrat svoje domene registrirati, je desktop server. Torej, ServerPress je spletna stran, kjer dobimo tole noter. Jaz bom kliknil tlele zgoraj desno na download. Oni se bodo zelo prikupno potrudili najprej, da mi ponudijo tole verzijo za 100 evrov. Tako da morate poskrolati čisto dol, tlele pri Desktop Server Limited in izberete Free. In zdaj sem tukaj noter, kjer boste upisali svoje podatke in potem mislim, da vam na mail pošle link za download te aplikacije. Vse skupaj je mislim, da 150 mega. Če jo hoče zdajle kdo vzeti, je tlele USB ključek, da imate downloadali 150 mega zdajle. Če želim. Dobro, pa nič. Skratka, se pravi, vsi boste registrirali svojo domeno? Ja? A kdo ne bo registriral svoje domene? Valentina zgleda zelo entuzijastično. Kako? Tudi lahko. Dajmo probati še NeoServ. Ok. Ok, še ta tretja možnost. NeoServ. Tlele zgoraj bom kliknil na gostovanje. Tega ne znam na pamet, tako da bom zdajle mogel malo 10 giga prostora, cPanel nadzorna plošča, fino. Dajmo vzeti tale zeleni paketek. Evo, kameliburek.si/frej, jo bom dal v košarico. Tako da imam naenkrat, se pravi, in zeleni paket, kjer je nosilna domena zdaj že definirana, registracija domene in to je to. Zato, ker se to pač preprosto nekdo odloči, kakšna je cena. Za com, net pa org je zadolžen za tisto minimalno... Kako? Za EU. Ne, mogli bi biti ne EU. Ja, mislim, to je zdaj tako, pazi, to so cene, ki niso nujno za vsako leto. Mislim, da je tole za vsako leto, tole pa za prvo leto. To so te mali tisk, ali drobni tisk, ali kako že. Se pravi, evo, domena je v akciji, ja. Če jo zdaj vzamemo, je 7,5 namesto 15, ampak naslednje leto bo 15.
Tako da pač ne bo, da ne boste pričakovali, da bo naslednje let isto 3 evre. Ne. Mislim, zdaj za EU je tako. Mislim, kar se mene tiče, je konotacija teh EU domen ful za nič. Mislim, tako res low quality. Kolikor se je EU trudila, ne vem, no, mislim, tako zelo veliko, zelo nekvalitetnih stvari je bilo gor in ne vem, če se je kaj blazno prijel. Ne. To je pol ena izmed unih stvari, ki pa rečeš, ja, ne, če je vse drugo zasedeno, bom pa pač EU, ne, vsi li hudič muhe žre, ampak ne, če imaš .si.com, Fred, Jesus Christ. Ne. Mislim, .com je pač de facto, če boste hoteli z nekim mednarodnim trgom, je pač uno, ki imaš že celo na tipkovnici en gumbek, ki je .com. Ne. .eu ne bo nikoli na tipkovnici. Ne. Mislim, je pač nek del brandinga, kjer ne boste rabili vsiljevati ljudem, veš, kako se sploh domena konča. Ne. Pol, ja, .club. Ja, .club. Ok. Ne. Dobro, kliknem na naprej, da ne bom preveč pametoval. In to je zdaj ista stran, ok. Ok. Aha, čakaj, če ta gostilna namestimo brezplačno, kaj je zdaj 20 evrov brezplačno? V primeru uporabe Let's Encrypt, certifikat se morate vključiti sami. Ok, tle pa jaz zdaj ne vem, kje je fora, no, mislim zdaj, a ja, namestimo ga brezplačno, fuck off, ja, ok. Se pravi, plačate ga, oni ga pa namestijo. Okay. Za Neosurf jaz ne znam na pamet, ali omogoča brezplačne certifikate, tako da ne bom nič rekel. Hostko pa Žabec imata znotraj cPanela brezplačen certifikat za vašo stran. Ne. To je zdaj nekaj, kar je bil v zadnjih mesecih ful velik push. Mislim, da in Chrome in Firefox aktivno kažejo oziroma opozarjajo, če spletna stran ni na HTTPS, ne, če spletna stran ni varna. Ne. Še posebej, če je kakšna kontaktna forma gor, bo zdaj, mislim, brskalnik na polno začel težiti, ne, ops, stran ni varna, da ne boste kaj vpisovali noter. Ne. To rešimo z tako imenovanimi domenskimi SSL certifikati. Ne vem, probi Valentina pogledati, če imaš zdaj ta account, če je možno že ne, da bi pač plačali vsi 20 evrov na let. Ne. Hostko pa Žabec imata to že vključeno noter for free, no, tako da pač se samo generira in to je potem to. Tako da takrat, ko bomo postavljali strani, bomo imeli vsi že HTTPS. Ne. Tako da pač to bo nekaj, kar bomo že takoj na začetku nastavili, da bo zadevščina delovala. Ok, naprej na 4. korak in tlele se moram že upisati za svojimi podatki. Skratka pač basically ista zadeva na 3 ponudnikih. Jaz imam kup domen na Hostkotu, mi je top, eno domeno imam na Žabcu, mi je cool. Na Neosurfu nimam nobene, tako da ne moram nič reči, na domovanju pa please ne iti. Nimam nič s podjetjem, ampak sem mogel 2-krat veliko pizdarjev reševati. Ker je v celo gostovanje nekdo udaril. Ja, mislim, zdaj jaz sem s Hostkotom že 15 let, tako da so kar ok. No. Zdaj pa, kaj se boste pa odločili, pa ne, mislim, nimam nobene finančne, nobenega kickbacka mi ne dali, nažalost, tako da obe stvari bosta bolj kot ne enaki. No. Mislim, jaz vam bom na Hostkotu kazal, tako da mogoče se dizajn cPanela malenkost razlikuje pri Žabcu, mogoče pač zato, ne, da boste točno imeli iste ikonce kot jaz, bodo pa pač vse te stvari, ki jih bomo imeli v cPanelu, bodo iste. Kakšno vprašanje? Kakšne grožnje? Kakšen paradajz v mojo smeru?
Okay. Dobro, jaz bi pol tako rekel, no? Dajmo za danes zaključiti, da boste imeli vsi naslednjič te stvari pripravljene. Če se komorkoli ustavi, dajte me kontaktirati, ne? Da bomo vsi imeli pač te stvari pošlihtane do naslednjič. Naslednjič bomo potem si naredili svoj račun, svoj e-mail račun, naredili si bomo to, da recimo lahko znotraj Gmaila pošiljate kot, ne vem, info@mojadomena.com, ne? Kar je dosti bolj profesionalno, če boste pošiljali neke dizajne, kakor pač, ne vem, janes.novak.768@gmail.com, ne? Je pač, mislim, znotraj Gmaila, nič ni treba doplačati, samo pač neke stvari dodamo noter. Potem bomo tudi namestili WordPress in spoznali prve stvari, kar se tiče. Ne, bomo vse skupaj. Če ne boš desktop serverja, se pravi, če boš gostovanje vzela, bomo vse skupaj, vse bomo tle naredili. To je 2 minutke dela. Sam še tle klikam. Ja, lej. Ja, pos pa mogoče robot, lej, ne vem, no, mislim. Zdaj sam še od zgoraj klikneš, najdi, ne? Ja. Prosto. Lahko probaš tudi, če je samo piskur.si, ne? Ali pa piskur.com, če je frej, ne? Se pravi pač... Kar napiš .com. Ja, mislim, da pač. V 90%... Aha. Ti predlagam, da najprej izbereš paket gostovanja, potem bo pa ponudil domeno, ne? Tako, kot smo pač prejšnjič naredili. Še enkrat, če komu ne bo šlo, please, naj vam ne bo odveč vprašati. Nobeno vprašanje ni dovolj glupo. Yes. Lahko tudi tlele, če želi kdo zdajle pomoč, ampak mislim, up to you. Ja? Evo, to je to za danes. Registrirati domeno, da bomo imeli naslednjič več časa, ne? Da bomo vsi lahko delali skupaj. Ja?